Torej, če pritisnem ta gumb, bi se moralo polniti. Dejansko polni z 8 volti. Daj no. To je super. Si se kdaj vprašal, ali je mogoče izdelati električno kolo brez kakršnekoli elektronike? Zdaj, kar mislim z brez elektronike, je po definiciji, kot jo navaja Google, po kateri je elektronika veja fizike in tehnologije, ki se ukvarja z načrtovanjem vezi z uporabo tranzistorjev in mikročipov. Še vedno moramo uporabiti nekaj žic in baterijo, vendar želim, da je vse ostalo mehansko. Večina sodobnih električnih koles uporablja brezkrtačni enosmerni motor, saj so za svojo velikost izjemno zmogljivi in učinkoviti. Vendar pa potrebujejo tudi elektronski regulator hitrosti za napajanje. Torej, ne morete preprosto priključiti baterije in se odpeljati. Ampak kaj če bi lahko? Ta video je sponzoriral Kivikov, več o njih kasneje. To je motor z Reedovim stikalom, ki je dobil ime po tej majhni zeleni kapsuli na strani, imenovani Reedovo stikalo. In ko je magnet postavljen blizu stikala, se to zapre in omogoči pretok toka. Torej, te tuljave delujejo kot elektromagneti. In ko trajni magneti preidejo mimo Reedovega stikala, se na tuljave dovede električni tok, kar pospeši magnete v desno in zdaj zavrti motor. Prej sem namestil motor z Reedovim stikalom v majhen avtomobilček za igrače. In deloval je res dobro, saj je porabil zelo malo energije in se je lahko celo napolnil z majhnim potiskom. Torej, povečajmo to in namestimo na kolo. Ta večja različica ima nekaj manjših razlik, vendar v bistvu deluje na enak način. Ker pa običajno Reedovo stikalo ne prenese več kot približno pol ampera, sem moral narediti svoje lastno povečano Reedovo stikalo. Zelo preprosto je, z 2 kovinskima trakovoma, ki jo ločuje majhna reža, prav tako kot pri majhnem Reedovem stikalu. In ko magnet preide mimo, se eden od trakov privleče k drugemu in dovede elektriko tuljavam. Ta motor ima zelo malo moči, predvsem zato, ker ima le 6 magnetov na rotorju, kar pomeni, da lahko tuljave potisnejo kolo le 6-krat na en obrat. Če pa povečamo število magnetov, bi morali povečati izhodno moč. Zato sem izdelal ta motor s 16 magneti in izmeničnimi smermi magnetnih polov in ima veliko več navora. Čeprav je bilo treba Reedovo stikalo prilagoditi, saj izmenični magneti motijo časovno usklajenost. Zato sem na prožno letvico postavil majhen magnet, tako da ga privlačijo le tisti magneti, katerih nasprotni pol je obrnjen navzven. Zdi se tudi, da prihaja do težav z električnimi povezavami, saj se niklevi trakovi zaradi iskrenja sčasoma obrabljajo. Zato sem poskusil uporabiti ogljični kontakt, ki ga običajno najdemo v motorjih s krtačkami, vendar je na letvici pustil ogljični prah, kar je preprečilo dober stik. Na koncu sem našel ta majhna stikala, ki naj bi bila ocenjena na 15 amperov, in iz njih sem vzel kontakte, ki se zaenkrat precej bolje obnesejo. Začnimo sestavljati električno kolo. Kolo, ki ga bom uporabil, ima preprost cevni okvir, kar olajša načrtovanje. Trodimenzionalni model v Onshape, ki je oblačni CAD program in mi omogoča, da oblikujem enodelni nosilec motorja za to električno kolo. Če želite oblikovati svoje projekte, kot je ta, vam toplo priporočam, da preverite Onshape. Neto lahko izvozim načrt in začnem s 3D tiskom, za kar sem se odločil uporabiti Formlabs, Form 4 in Form 4L. Ker je možnost izdelave velikih, močnih delov, hkrati pa tudi zelo natančnih, popolna za ta projekt. To je nosilec motorja in jedro motorja, ki bosta dobesedno držala celoten sistem skupaj, kar je super, saj jo lahko izdelam kot en sam kos. Nato lahko vtisnem ležajev del ter preverim, ali se moja zasnova prilega okvirju kolesa. In zdaj imamo trden nosilec, na katerega lahko pritrdimo vse komponente. Prvi med njimi so tuljave, ki sem jih natisnil s 3D tiskalnikom z uporabo prozorne smole, tako da bi morale biti tuljave vidne od zunaj motorja. Vsaka od teh tuljav ima 300 ovojev, spajkal sem jih po 2 v serijo, na koncu pa jih bo 8 vzporedno, kar skupaj pomeni 16 tuljav in 4800 ovojev žice. Kar je po mojem mnenju videti odlično in morda malo smešno na kolesu. Naslednji korak je izdelava rotorjev, ki bodo držali magnete, in morda boste opazili, da ima ta rotor precej več rež za magnete kot prototipni motor. In to je zato, ker sem pred kratkim naletel na nekaj, kar se imenuje Halbachova razporeditev, če si ogledate prototipni motor s strani. Med 2 magnetoma je tuljava in želimo, da je magnetno polje med obema magnetoma čim močnejše. Tako, ko na tuljave priključimo elektriko, maksimiramo izhodni navor. Zato, če vzamemo izmenjujoče se magnete rotorja in mednje postavimo manjše magnete, v tem pravokotnem položaju lahko dejansko preusmerimo del magnetnega polja na eno stran, s čimer ustvarimo močnejšo in šibkejšo stran. In to je znano kot Hallback razporeditev. Če to naredimo tako, da sta močnejši strani obrnjeni navznoter proti tuljavam, bi morali povečati navor.
In dejansko sem izdelal še en prototip motorja, da preizkusim to teorijo. I even had to mount the In jasno je, da ima veliko več moči. Celo redovo stikalo sem moral namestiti bližje rotorju, saj je magnetno polje zunaj motorja precej šibkejše. Tako ima ta končna zasnova 20 glavnih magnetov in 20 manjših magnetov, ki tvorijo Hallback niz, skupaj torej 80 magnetov. z obema rotorjema. In te lahko namestimo na os in pogonski jermenik, preden jih pritrdimo na motor, pri čemer lahko namestimo rotor na obe strani kolesa, da stisnemo tuljave med njima. Zdaj lahko namestimo ridovo stikalo na motor in je pripravljen za testiranje. Torej, ko je vse povezano, bi moral biti sposoben upravljati motor s tem stikalom. Despite running well below the 15 amps these switch contacts are... Tudi kadar gre kaj narobe, se vedno nekaj naučim. Zato sem navdušen, da vam lahko predstavim KiwiCo, ker imajo poslanstvo navdihovati otroke k inovacijam. Že nekaj časa sem navdušen nad KiwiCo in njihovi kompleti so vedno fascinantni za sestavljanje. Kakovost tega kompleta in premišljenost, ki je bila vložena v to, da je popolno darilo za vsakega otroka. Mislim, to je dobesedno lebdeče vozilo, ki ga lahko sestaviš doma brez orodja. Obstaja še veliko drugih takšnih kompletov za otroke vseh starosti. S svojimi KiwiCo Clubs, ki so serija vznemirljivih, praktičnih, učnih dogodivščin s 5 klubi, med katerimi lahko izbirate. Raziskovali boste teme od kulture in geografije do tehnologije, umetnosti in še več. In če želite uporabiti svoje znanje znanosti in inženiringa pri projektu, potem so tu tudi KiwiCo Labs, ki vključujejo projekte, kot je ta radijsko vodeni dostavni robot in še veliko več. Resnično verjamem, da je KiwiCo čudovito darilo za ta praznični čas in je darilo, ki znova in znova razveseljuje vsak mesec. Če se prijavite z uporabo kode Tom Stanton, lahko dobite 50% popusta na svojo prvo škatlo kluba ali pa obiščete kiwico.com. Poševnica Tom Stanton, zato si oglejte povezavo v opisu videoposnetka. Kljub temu, da delujejo precej pod 15 amperi, za katere so ti kontakti ocenjeni, se hitro pregrejejo ali pa se včasih zvarijo skupaj in zaklenejo motor. Imam pa še eno zadnjo idejo, kako to spraviti v pogon. In možna rešitev je Wolfram. Wolfram ima najvišje tališče med vsemi kovinami, približno 3400 stopinj Celzija, kar je približno 1000 stopinj več kot jeklo. Zato sem naročil nekaj Wolframovih varilnih palic, da bi naredil bolj vzdržljive kontakte za rit stikalo, a sem hitro naletel na svojo prvo težavo. Zdi se, da Wolframa ni mogoče spajkati, vsaj ne s spajko, ki jo imam jaz, in pri temperaturah, ki jih doseže moja spajkalna postaja. Moja rešitev za to je, da uporabim spajko kot mehansko povezavo z Wolframom, skoraj kot bi stisnil žico. Zato sem v Wolframovo palico naredil nekaj zares, da bi imela spajka nekaj, na kar bi se lahko oprijela. Nato sem okoli Wolframa ovil trak iz niklja in ga napolnil s spajko. Ko je Wolfram potisnen v cevko s staleno spajko in se ohladi, se oba dela spojita skupaj. Z upanjem na dobro električno povezavo je to rit stikalo z Wolframovo lamelo verjetno moje zadnje upanje, da spravim to kolo v pogon. Torej, ko je vse povezano, bo zdržalo iskrenje. Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. Iskreno ne morem izraziti, kako vesel sem, da to deluje. Ne samo, da se Wolfram po precejšnjem času delovanja ni obrabil, ampak se zdi, da se je iskrenje zmanjšalo. Nato sem natisnil velik jermenik s 3D tiskalnikom, ki bo poganjal zadnje kolo, in ta se lahko namesti na kolo z izrezom, ki se prilega originalnemu zobniku kolesa, ter se pritrdi z nekaj vijaki. Ko je pogonski jermen nameščen in pravilno napet, je kolo skoraj končano. Rad bi dodal še eno stvar, da dokončam mehanski videz kolesa. Analogni voltmeter, da vidim, koliko baterije je še ostalo, ki se popolnoma prilega na sredino krmila. Na krmilo sem namestil tudi 2 stikala in nekaj nekoliko neurejenih žic. To bi moralo omogočiti, da eno stikalo nadzoruje napajanje motorja, drugo pa, upajmo, omogoča regenerativno polnjenje baterije. Ali pa, v tem primeru, majhen paket superkondenzatorjev. Mislim, da moram razložiti namen te postavitve. Običajni električni motorji imajo železna jedra, ki močno ojačajo elektromagnetno moč na viti. A to pa tudi povzroči upor, ko motor ni pod napetostjo, saj so magneti privlačeni k jedru. Medtem ko je ta motor skoraj v celoti izdelan iz plastike, razen nekaj vijakov in naviti, kar pomeni, da ima zelo majhen upor, ko se vrti brez napajanja. Torej, ideja je, da se bo vozil kot običajno kolo, z majhnim uporom zaradi jermena, ki pa ni velik. In potem, ko se peljem po klancu navzdol ali želim upočasniti, lahko uporabim motor kot generator za polnjenje teh kondenzatorjev, potem ko so napolnjeni. Upam, da bo to dovolj, da mi bo dalo malo dodatne moči, ko ga bom potreboval. Torej, poglejmo, če deluje.
Tako sem tukaj zunaj, na lepem, hladnem decembrskem britanskem jutru. Kondenzatorji so popolnoma izpraznjeni, kot lahko vidite na voltmetru. In če premikam krmilo, lahko ustvarimo videz, da je nekaj naboja, ampak očitno to ni pravi naboj. Torej, peljimo se malo s kolesom. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. And Zdi se, da polnimo kondenzatorje. Čeprav še nisem pritisnil na stikalo za regeneracijo, kar je malo čudno. In zdi se, da na pedalih ni veliko upora, kar je verjetno dobro, saj se tako enostavno polni. Redova stikala so precej glasna. Verjetno so podobno glasna kot tista glasna pesta s prostim tekom, ampak še malo slabše, ker povzročajo hrup ves čas. Zdaj grem dol po hribu in bom pritisnil gumb za regeneracijo. resistance when riding unpowered. In zdi se, da se zdaj polni nekoliko hitreje. Smo skoraj pri 10 voltih. Wow, mislim, da so ti kondenzatorji ocenjeni na približno 18 voltov, tako da smo trenutno povsem na varnem. V redu, zdaj prihajam na ravnino in bom ustavil kolo. Smo pri približno 12,5-13 voltih, tako da poglejmo, če lahko to energijo uporabimo, da se spet pospešimo. Because the motor is essentially... Napaja mi, samo da ni veliko moči. Ja, tako da smo porabili približno 5 voltov, da smo se pospešili. In zdaj se več ne prazni. Ker je to največje število vrtljajev, ki jih bo motor dosegal pri tej napetosti, charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. Tako da smo spet na 11 voltih. Zdaj bom pritisnil na plin, da vidim, če lahko splezamo na ta hrib. The energy can slowly discharge into my phone. Ja, nima dovolj moči, da bi se povzpel na kakšen hrib. Mislim, da to kolo izpolnjuje 2 od 3 stvari, ki sem jih sprva želel. Regenerativno polni baterijo in ima zelo malo upora, ko vozim brez elektrike. Manjka mu le moč, ki je potrebna, da bi bil resna možnost za električno kolo. In popolnoma mehanski pogon ni tako dober, kot sem upal, saj kovinski trakovi Reedovega sistema niso najboljši. Kovinske trakove, red stikal je treba nenehno nastavljati, ker če vozim prehitro, dosežejo rezonančno frekvenco. Tako je stikalo ali predaleč od wolframovega kontakta ali preblizu, kar povzroča močno iskrenje. Kaj pa, če bi del regenerativnega zaviranja na kolesu uporabili za polnjenje nečesa drugega? Ker je motor v bistvu žičen, podobno kot moj ročni generator, pri vrtenju proizvaja izmenični tok. Torej, če uporabimo 4 diode za izdelavo polnovalnega mostičnega usmernika, bi morali kondenzatorje polniti še hitreje. Nato lahko kondenzatorje priključimo na USB napetostni regulator, da uporabimo shranjeno energijo. Recimo, da polnim telefon in med vožnjo polnjenje ne deluje, kadar je napetost na kondenzatorjih nižja od 8 voltov. Ampak s kratkim pritiskom na gumb za regeneracijo lahko hitro dvignemo napetost, nato pa se energija počasi sprošča v moj telefon. V 6 km oziroma 3,7 miljah, ki sem jih prevozil, sem se spustil za približno 55 metrov in uspel napolniti telefon za skoraj 10%, kar sploh ni slabo, če pomislim. Uporabljal sem ga samo pri vožnji navzdol ali ko sem moral zavirati. Ena klančina pa je bila tako dolga, da sem se bal, da bom preveč napolnil kondenzatorje, zato sem spustil stikalo. Zdaj vem, da obstajajo izdelki, ki jih lahko kupite in uporabljajo majhen generator za napajanje kolesarske luči, vendar ti pri vklopu povzročajo stalen upor na kolesu. Toda ta sistem lahko uporabite za hitro polnjenje kondenzatorjev, med zaviranjem ali vožnjo po klancu navzdol, in potem po to počasi dovajalo energijo. Napolnim lahko svoj telefon ali kolesarsko luč ali karkoli si zares želim, kar je v bistvu brezplačna energija. Ker če tega ne bi imel, bi se vsa energija spremenila v toploto in obrabo mojih zavornih ploščic. Najlepša hvala za ogled.